Dobro jutro, z vami sem Matej Turšič, vremenska napoved. Jutri bo deževalo, vendar dež ne bo moker kot ponavadi, bo popolnoma suh, tako da brez bojazni s seboj ne potrebujete nobenega dežnika. Že dan kasneje pa se bo zjasnilo, sijalo bo sonce, vendar ne bo svetlo. Temno bo kot sredi najtemnejše noči, zato imejte s seboj svetilke, da se boste videli. Tako nekako se mi zdi, da bi mogle iti zdaj te novice naprej. Ker že zdaj pa grejo v tej smeri. Našli so ga privezanega na ograjo z zavezanimi očmi, kot vse kaže, je storil samomor. To so pa novice že zdaj. Mislim, dragi moji, dajte vi meni reči, a vi mislite, da se lahko temačni pišejo te novice? Ne. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je to plan belih, da dajo nam videti, kako idiotska, nerazmišljajoča horda osebkov je med nami, ne? Da v bistvu oni sploh ne znajo razmišljati, oni berejo, pa ne vejo, kaj preberejo. Mislim, a veš, če bi vsak normalen reče, čakaj, a zavezal se je najprej oči, pol pa še na ograjo se je prevezal, ker je to naredil samomor. Zdaj, ne vem, jaz naredil samomor, preden se je obesil kaj na ograjo ali šele pol. Ne? Torej, ta svet, v bistvu mi smo rekli, smo ljudje takšni in drugačni, neki spremeni na sebi, da boš bolj se vklapal. V kaj? V kaj ne se vklopim? V idiotizem, dragi moji. A veste, kako nič zdrave kmečke pameti nimajo ti osebki, ki hodijo med nami? In nam pravijo, da smo butasti. Pa zakaj nam pravijo, da smo butasti? Ker ne zastopijo, nič ne zastopijo. Oni ne štekajo nič, če ne štekajo, da ne more človek biti zavezanih oči in rok na ograjo, popan, pa gre naredil samomor, oni ne razumejo nič. Ne? Oni so samo to razumeli, kar jim je rekla avtoriteta, maska na glavo. In zdaj sam čakam, kdaj jim bo avtoriteta, spet strani belih, upam, da rekla, dejte, preden vstopite, oziroma takoj, ko stopite, izbajte, poiščite prvi drek in se z njim namažite po obrazu, ker virus, ki prihaja, je tako zelo iznajdljiv, ne, da ko zagleda drek, se pa ustraši pa gre. Mislim, aleluja, ampak nič hudega, vse je okej, vse je točno tako, kot mora biti. Ne, bom jaz tlele vzel še en tekstič, ki je lepo zaobjel, da poteka naravno in vse bolj očitno ločevanje. A ne? Zdaj v bistvu mi smo čedalje bolj pogumni, to sem že rekel, da smo čedalje hitrejši s svojo pametjo tudi, da poslušamo svojo intuicijo bolj, kot smo jo kadarkoli, tudi oni intuicije nimajo. Možganov očitno, da bi se števali kaj, tudi ne. In dragi moji, mi se ne nimamo kaj združevati z njimi, ker v njih je poleg vsega naštetega še zloba. In ta zloba je uperjena proti nam. Torej, sodelovanje in združevanje z njimi je lahko za nas smrtno nevarno. Tako kot je lahko smrtno nevarno drugo mnenje. Ne, varno in učinkovito, zame ni niti varno, niti učinkovito, in druga mnenja si jaz, z drugimi mnenji si jaz lahko obrišem rit, a ne, v smislu moraš pa tako, ali pa to ne smeš, ali pa to moraš. Bom jaz po svoje že naštudiral, do zdaj sem prišel po svoje, bom še pa tudi še naprej, ker če komu zaupam, sem to izključno samo jaz, in pa to sem vam že večkrat rekel, da izključno samo sebi lahko zaupamo, zaradi tega, ker smo sami prišli skozi svoje lekcije do svojih znanj in spoznanj. Ja, oni pač žal nimajo programa, da bi kaj razumeli, in žal ostajajo zadaj. Mi smo rekli, spustimo jih, oni so se na nas čustveno prepopali pa šlepali na nas. Ne smemo tega dovoliti zaradi tega, ker so nas na tak način vlekli dol. In če sem jaz večkrat poudaril, da saj sem težko to besedo vam pripeljal, ampak zavedam se jo pa že dlje časa. Mi smo bogovi. Ne, da gre skozi nas božanska kreacija, da smo podaljšana roka ene zavesti,
božje. Pa sem enkrat rekel, bogov je več, Satan je sam eden. In nekako sem rekel, sej tudi ti si bog, tudi jaz sem v sebi svojega boga odklenil. Mislim, že ves čas je v meni, samo nismo ga znali živeti. Pa tudi zdaj še niso ti bogovi v nas nič do konca odklenjeni, sem spoznavamo se s tem velikanom. No in kako je vletel mi, danes sem tak video posnetek, da so pricurljali ven dokumenti CIA, da smo mi resnično bogovi. Vsak izmed nas z dušo, srcem in esenco je bog. To so papiri od CIA. Zdaj, jaz jih nisem brskal, jaz nisem šel črke po črko brati, nekdo je to analiziral in rekel, mi vsi smo bogovi. In evo, pa sva že dvakrat to zatrjujeva, pa verjetno je še kje kakšen, ki to trdi. Nekako bi rad opomnil na to smer, da smo veliki, nismo škodljivi, nismo pametni, bom rekel pametni v kontekstu, da nekomu pametujemo. Vsak ne dela po svojih lastnih sposobnostih, ampak če pogledamo realno v tem svetu, je sposobnost zelo slabo kaže, no, v razgledanost, kreativnost in sposobnost ljudi na zelo, zelo nizki ravni. Torej, to veličino, ki imamo v sebi, smo zadržvali, so nam jo dol tiščali na tisoč in en način z zniževanjem samozavesti in samopodobe, ne? In tudi vse tehnike ali pa precej tehnik narcistične manipulacije že poznate, gre za namensko uničevanje Božjega. Ne? Pravzaprav nek zapis pravi v tem kontekstu, te spreminjajo, tlačijo dol, pol pa rečejo, zakaj se pa spremenil. Ne? Še obtožijo te, spremenil si se, zdaj pa nisi več tak. Ja, kdo me je pa spremenil, zaradi koga sem se pa spremenil? Govorim o partnerskem odnosu človeka z narcisom. Ne? To je katastrofa živa. Ne? Zdaj še vidim, da mnogi se ukvarjate s temi stvarmi in se ukvarjajo, mislijo, da bodo se stvari kar že kaj uredile. Pa mislim, ti ljudje gledajo poročila, ne? In poročilih jim povejo bedarijo, da bo padel suh dež, pa da bo sonce črno. Ne, niso to še povedali, to sem se jaz zdaj izmislil, ampak v tej smeri budalaštine. Mi smo rekli že kdaj, da so novice fake, ampak da bodo pa novice pripeljale v to smer, da nam bodo dale pokazati, da ta res puhloglavi del populacije spremlja te stvari kot zdravo zagotovo in jih golta v sebe. Pa to je noro, ne? To je noro. Mislim, resnično prihajamo do točke, kjer bomo se lahko strinjali s Trumpom in njegovo izjavo You will enjoy how this show will end. Uživali boste, ko boste videli, kako se ta film končuje. In res, ta celotno prebujanje gre proti koncu in Trump nam je rekel, ni dovolj, da ljudem poveš, ne? Torej, če bi nam povedali, veš, ti ljudje so bili grdi, ne, treba ljudem pokazati. In dano nam je videti. In dajte razumeti, da v tem v bistvu bi mi mogli uživati in vas spodbujam in smo spodbujani z vseh strani, uživajte Božje življenje. Ja, ljubi Bog, a ne? Poznate ta izraz? Ja, ljubi Bog, kaj si pa ti tu naredil? Ne, mislim, to so stvari malo zginile, ampak demacija te papirje je adijo. Ljubezen ne poseduje, zato ti nimaš ljubezni. Zato, ker ti si ljubezni. Ljubezen ničesar ne poseduje. Ojej, še ta udarc, ne? In nekako še manj vrednostni kompleks imam zapisano besedo. Manj vrednostni kompleks so nam probali ucepiti, da smo manj vredni, da nismo bogovi, da se ne bi slučajno kdo zares po Božje počutil, a ne? Ampak, bodimo iskreni, sami imajo ti primitivci manj vrednostni kompleks že od nekdaj. Oni probajo ta kompleks filati svojim egom, svojim denarjem, svojimi navideznimi maskami navzven, a ne, ker vejo, kakšni so,
sicer na ven ne bi igrali, ne, zaradi tega se še enkrat vračamo na nedelje se neumnega. Trdim, da vsi vemo, kaj je prav in tudi vsi vemo, kdo prav dela. Mislim, jaz zase vem, ampak vsak pri sebi ve, kako dela in kaj je bilo prav. In ne morem verjeti in razumeti, da si upajo kljub vsemu, da nimajo zdrave kmečke pameti, pa da ne morejo razumeti, ker nimajo sposobnosti nič hudega. Ampak ne morem pa razumeti, da vejo, da delajo kriminalna dejanja, zločine proti človeštvu in oni grejo naprej lažejo. Ne? Mediji mislijo, da bodo kar odpeljali v redu, pa doktori, pa sodnija, pa jaz ne vem, ljudje, ki se ukvarjajo, ki ubogajo nadrejene, ne? Ki upoštevajo nadrejene. Veste, to zdaj, kar se dogaja, mislim, da bolnišnica Topolšica ali nekje prepoved obiskov zaradi korone, pa dragi moji, pa to so kazniva dejanja. Vse po drugi strani so vsa ta navodila za to, da podpišejo sebi končne smrtne obsodbe. To ni zajebancija, ampak kar grejo naprej, oni kar zavestno kršijo proti ljudem. A veste, eno je prekršek, ki imaš za en joint v žepu, ne? Drugo je pa nekomu življenje jemati, pa zapirati, pa sejiti delno rasizem. Ne? Spomnite se malo s temi maskami, kam ste smeli, kam niste smeli brez PCT-ja, kako so se vam posmehvali, kako so reagirali, ti pa nimaš PCT-ja. Mislim, mi je všeč, ko se čas obrača, jaz sem rekel, počakaš, bomo videli, pride čas, ko bo jasno in postaja nam jasneje, čeprav vsi v bistvu nekako želimo, da se pa ne se nekaj že zgodi. Ne, zakaj se 23. ni nič zgodilo? Sej se je. V finančnem svetu se dogajajo veliki premiki, pa še nekaj velikega se je zgodilo. Ne vem, se je v glavnem na področju financ, in prihajamo bližje točki preobrata, kjer nam bo dano vsem videti, kdo in kaj, komu kaj pripada in kam kdo spada. Nič bad, Justice Day is coming in od nas se zahteva, da smo še bolj pogumni in da si zapišemo za uho najpomembnejši stavek našega bojevnika. Ne bodo nas, nikoli nas ne bodo. Jaz pa dodajam, ker nas ne morejo in nas nikoli niso. In nas tudi nikoli več ne bojo. Čeprav smo vsi bili enako rojeni s prazno glavo in smo tekom prazno glavo, govorim zbrisan spomin, mi nismo se mogli spomniti, da smo bogovi, mi se nismo mogli spomniti prejšnjih lekcij svojih življenj, nič se nismo mogli spomniti takoj. Zdaj pa brez navodil in učbenikov v sebi odklepamo to božanskost in zavedite se, da ste naredili in smo naredili gromozansko velike korake, točno tiste, ki so od nas bili zahtevani, kamor so nas v bistvu vodniki rinili čist vsak sleherni dan našega življenja in da vsak dogodek, ki se nam je zgodil, nas je usmerjal na pravo pot, na pot, kjer smo sprejemali odločitve in dobivali veščine in spoznanja skozi lekcije. Tako da vsaka stvar, ki se vam je zgodila, ni meni se je pa krivica zgodila. Ne, lekcije so bile in vse moramo tako razumeti. Mogoče je ena stvar, da ko premlevate po svoji zgodovini, imamo eno tako nerodno zadevo, kjer rečemo, stvari je treba spustiti, pa jih pozabiti, spet drugih stvari se moramo spomniti, česa se moramo spomniti in kaj pozabiti. To je ena taka zoprna mogoče točka za marsikoga. Določene stvari moramo enostavno spustiti, jih sprejeti kot lekcijo. Po drugi strani pa, ko damo predpostavko, to smo se že pogovarjali, ali je človek naš ali ni naš, in pa mogoče, ko spremenite predpostavko, se vam pa za nazaj izriše o tem človeku praktično vse, oziroma najpomembnejši dokazi, pravzaprav spoznanja, ne? Da si res imel opravka z napačno osebo, ne da si ga večno opravičeval, ker je
bil star, pozabljiv, traumatiziran, jaz ne vem kaj. Ne? Vsi smo bili traumatizirani in vsak ima svojo zgodbo, vsak je svoj križ nosil, vendar največje bitke smo, bom rekel, empati bili sami. Ne? Največje boje niste mogli z nikomer deliti in jih dati komu drugmu na rame, ker smo jih mogli preguziti sami. No in smo spet na začetku Hazardove pesmi, vsak je sam, povstane sam in v samoti se zavedaš svoje lastne moči in sposobnosti, zato še enkrat, vsi mi smo bogovi, esenca v nas je božja esenca, Bog ni tam, mi smo, v nas je. Vsakemu od nas je del iste zavesti, ene in iste. Vsi empati, ne? Vsi ljudje pa nismo v tem košu, ne? Žal ne. Torej tisti, ki so esenco izgubili, prodali in jim je bila uničena, vsak je pravzaprav po svoji lastni odločitvi, kogar niso pred 8 letom zdemonizirali. Tudi tega je MNOGO in kot sem jaz večkrat rekel, tukaj smo zato, da damo glas tudi za vse tiste, ki so bili in so utišani. Otroci, starejši, obnemogli. Marsikdo se z mano strinja, marsikomu sem trn v peti in bi najraje me zrediral. Tisti, ki pa se strinjate, pa mnogi nimate moči, znanja, možnosti teh stvari povedati na glas. Še kadar ste pa jih, ste pa takoj dobili povračilni udarc, ti si pa neumen, ne? Ali pa neumna. In tako smo malo težje funkcionirali, se strinjam. No in pri teh razmišljanjih, ne, kaj moramo se spomniti in kaj moramo pozabiti, je ena izmed pomembnih besed, ki je meni dala tudi precej misliti, overthinking, torej pretirano razmišljanje. Si rečeš, kako pretirano razmišljanje, če pa je rekel mislec misli, bodi in misli, zdaj pa preveč razmišljati, kdaj je pa zdaj prav. Ne? Mogoče ena taka stvar, ki marsikoga, vključno tudi z mano, je v preteklosti zaciklala, ne? Ko probaš stvari razumeti na nivoju uma, znotraj škatle, znotraj okvirjev. Z umom ne moreš razumeti univerzuma, se zastopimo. In mi smo v tem umu marsikaj probali premleti, predelati, pol nam bo pa jasno in bomo vse imeli zrihtano, ko bomo premleli. Ampak to je pretirano razmišljanje, overthinking. In overthinking je za nas pravzaprav nevaren. To je ta slikca kaže, overthinking je tako, da bi na rožo, na cvet z lupo probal pomagati, da ti bo prej jasno. Ne bo ti prej jasno, dokler ne pustiš toku, da gre tako, kot mu je naravni tempo, in pustiš, da resnica se razkrije sama od sebe. Tako kot zdaj v tej situaciji svetovni vidimo, da se situacija razkriva sama od sebe. Jutri pada suh dež, pojutrišnjem pa sveti črno sonce. Ne sveti, bo svetilo, ampak črno. A veš, dajmo jim res misliti. Pač gre za totalne gluposti, ki jih probajo lansirati, jaz mislim, da beli. Ker če pa to temni narekujejo, pol je pa to res propad sistema. Ampak mislim, da tlele beli lepo urinejo kakšno tako luškano novičko, da se mi, ki vemo pa razmišljamo, v bistvu lahko nasmejemo. In humoristi so ti naši vodniki in beli klobuki, tako kot smo mi ljudje z esenco, humoristi, in bodite malo pozorni, ljudje brez esence so tako zategnjeni ali pa igrajo tisti svoj nasmešek. Malo bodite pozorni, odprite učke. Skratka, ne razmišljati, mleti stvari v svoji glavi, pustite, da stvari tečejo. In jaz pravim vrš čez ramo, ne se obremenjevati, ker slej ko prej ti postane jasno, zakaj se je to zgodilo. Daš v kontemplacijo, daš v paci ne čaka, ker bo pa ta prav cajt, se ti bo pa razjasnilo. Mir je tisto, kar rabimo, in ta je tudi krasna.
kako močan je natrijev fluorid. Dovolj močan, da misliš, da te bodo pedofili poskrbeli za tvoje zdravje in te popeljali s pravilno zakonodajo v zdravo družbo. Ne morejo pedofili skrbeti za moje zdravje, za moje finance, za našo državo. Ne morejo, ne smejo. Sprijenci do amena in so dali ljudem piti natrijev fluorid v zobne paste in v vodovode, zato da je nainštaliran narobe. Zaradi tega so bili naši umi zakrnjeni, težko so razmišljali s takim pogumom, kot zdaj razmišljamo. Zastrupili so nas, psihopati, ne? Ampak dobro, vse to zdaj vemo, sej 5 let nazaj verjetno je le majhen procent ljudi vedel, kaj se zares dogaja. Zdaj letijo močno papiri na plano in revčki lažnivi ne morejo speljati niti tega, da bi še enkrat zalaufal COVID virus, ki jim je pač ne grabi, ne? Oni, ki bi se vsaj kaj novega zmislili, se si ne morejo več nič čisto na kolenih že. A veste, oni bi lansirali strupen virus. Zdaj recimo so rekli, proizvajalec cepiv je zdaj rekel, da bo nevaren virus prišel. Ne več znanost, proizvajalec cepiv. Sej, mi vemo, kaj pišejo, mi razumemo. Pač ovce pa ne razumejo. Tiste bele ovce, ki so tako bile ponosne na svojo belino. Pač ne štekajo. Letting people be wrong about you is situation. Dovoliti, da imajo ljudje o vas napačno mnenje, je situacija, kjer je vzdrževanje vašega miru in fokus najbolj nerazumljena moč in premik, ki ga boste kadarkoli naredili. Bom probal še enkrat z mojimi besedami, ne ljudje mislijo, da imamo narobe. Nič hudega, to je njihova moč, njihova odločitev. Moja lastna odgovornost in neskončna moč pa je vzdrževanje mojega lastnega miru in lastnega fokusa. Zavedite se, da ko boste osvojili vzdrževanje miru in fokusa, da je to najmočnejše orodje in orožje, ki nam je dano. A so nas hoteli zmeri zmest? A smo želeli mir? In smo rekli, vse bom naredil, samo da bo mir. Pa je bil? Ne. Kdo ga je kreiral? Ovce, bele. Te v večini so nam delale nemir in sistem je to valjda podpiral in skozi novice nasu en kup negative in z negativo smo mi prav pomagali to negativno matrico vzdrževati pri življenju. Zato skinite se z negativnih misli, nima to v nas kaj delati, ne? In smo tukaj zato, da razlomimo matrico. Mi jo lomimo, ne? Če ne bi bilo nas, ki ne ubogamo vsak ukaz, matrica bi še vedno stala, zdaj jim pa ne gre. Zavedite se moči, ki jo imamo. To je božja moč, to ni hec. Nismo škratki, to smo bogovi, ne se zajobavati. Mislim, skontemplirajte sami, jaz pri sebi sem že, pa se nič ne mislim. No, boste sami, odklenite tega, to božjo silo vse, pa zavedite se, da brez nas bi nas že zdavnaj bil pokriv plas. Ne, pa nas ni, a se zavedate moči. Dobro. There is a split in the earth timelines. Gre za ločevanje časovnic na Zemlji in to je bilo napovedano strani glasnikov, profetov, mnoga leta nazaj in mnogi modri učitelji so govorili, da bo prišlo do lomljenja časovnic. Mi to zdaj živimo v tem trenutku. Zelo pomembno je, da se fokusirate, kaj kreirate in niste distracted, niste zavedeni z mislimi z nižjimi frekvencami, ki se igrajo z njihovo lastno karmo. Stick to your mission. Fokusiraj se na svojo misijo. Naša misija je razbiti matrico in ustvariti nov, lepši svet, osnovan na ljubezni, miru, sodelovanju, obilju,
lahko še naštevamo, pa ne bomo. Ampak zdaj sem vam dal 2 zapisa, ki govorita identično. Fokus, mer, naša lastna misija in naj se oni kar poigravajo svojo karmo, če smo rekli na začetku, kazniva dejanja delajo. Kar ne, morajo, zaradi tega, ker oni so prišli nas naučiti, saj nas vsak kaj nauči. To je tudi Devin v ozadju, veste, glasba, njegov album Ghost, G-H-O-S-T, Devin Townsend, lahko poiščete na YouTubeu, krasen album. Največji kriminalci na svetu niso ljudje, ki smo, bom rekel, kršili zakone, ampak so največji kriminalci tisti, ki ubogajo navodila. Smo prej rekli, da pedofili vodijo svet in kdor uboga psihopatske pedofile v bistvu dela temu svetu škodo, a ne? No, oni želijo, da mi ubogamo njihova psihopatska navodila, ampak to je za nas škodljivo, to za nas ni prav. In torej mi moramo kršiti njihovo zakonodajo, ideje bolane, navodila in jaz ne vem kakšne odloke še, a ne? We all have past. Vsi imamo svojo lastno preteklost in vsi smo imeli izbere in mogoče kakšna izmed teh izber ni bila najboljša. V kontekstu nihče izmed nas ni popolnoma nedolžen. Ampak imamo možnost vsak dan znova začeti znova, na sveže štartati, da postanemo boljša oseba, kot smo bili včeraj. Ja? Better Man je ena taka pesem, kjer pravi, učim se vsak dan znova biti boljši človek. In pravi heroj je biti real human being, realno človeško, pravo človeško bitje in človek je Bog, eto ga. Človek z esenco je Bog in biti ga odklepati in delati tako, kot se za bogove spodobi, mar ne? Easy, modro, zelo kreativno in ne kar šlike šlake, ki je povrh, sej bože, ne? No in evo, mi teoretiki zarote stojimo na bregu in govorimo o tem, ki gredo vsi s svojim tokom množice paste. Tamle je vodopad, kako se temu reče, slab, ne? Padli boste dol, ne? Ja, če bi bil slab, bi bilo na TV-ju, ti budala Blesava Turšičeva, kje imaš pa aluminij folijo na glavi, da ti ne bodo frekvence zjebale in bolestni teoretik zarote. Tako so nas klicali, tako nas kličejo še zdaj, točno ti, ki nimajo sposobnosti razumeti. Mi pa imamo možnost razumeti in uporabljamo ta organ in sej ga že, sem dajmo ga še bolj. In ta še bolj je mogoče vezan na to, da razmišljamo svojo glavo, da ne beremo toliko novic in probamo znotraj uma razumeti, kaj se dogaja, kdaj se bo kaj zgodilo. Ali je luna, ali je to plazma, ali je planet, ali je satelit, ali je odsev, ali je what the fuck je ta za ena reč, vam ne bo pomagalo pri tem, da se odpre vaš notranji božji doprinos. A če tako reči. Hočem reči, je prav, da smo informirani. Še bolj prav pa je, da vse skupaj ugasnemo in gremo v naravo, da smo v naravi čim več časa, da sezujemo čevlje in postavimo boso nogo, kolikrat sem že to ponovil in pa še bom, da se izpostavite soncu, kolikor morate, da probate piti izvirsko vodo ali pa tisto, ki ni z vodovoda, da probate s sadjem in zelenjavo rešiti večino svojih prehranskih stvari in tako. Pa ne bom še predaleč, ker itak že vse veste, primarno ugasnite glupo medijsko ropotanje, v smislu televizija, radio in blesave novice,
ki nam probajo natupiti, da smo mi debili in da moramo verjeti, da smo ljudje krvoločna bitja, da se samomore delamo, pa se oči zavežemo, pa tako pač lažejo kot pes in skini se tega, res probajte še komu dopovedati, ne ugasne televizijo za začetek. Ne? Dobro, družbica moja, to je bilo z moje strani to, želim vam prečudovit dan, uživajte in se vidimo, zavedite se svoje veličine in dajte se obnašati, kot se za bogove spodobi. A prav? Ajde, čao!